Pred kratkim je pri založbi Kmečki glas izšla knjiga Čemaž, vanež in česnovi peski avtorja Avgusta Miklošiča. Knjiga sicer ni prav zelo obsežna, ima 136 strani, vendar je njena vsebina zato toliko bolj bogata. Opisane so 3 rastline, ki vse spadajo v isto družino, to so lukovke. Najbolj obsežen opis je čemaža, potem vaneža, ki je verjetno nekoliko manj poznana divja rastlina, ki spada v to družino lukovk, in pa česnovi peski, ki je bolj poznana na Primorskem kot pa v celinskem delu. Če se zdaj posvetimo čemažu, ki je tudi v knjigi najbolj opisan, v zadnjem času bi lahko rekla, da je to divja rastlina, ki je pri nas zelo poznana. Kot zanimivost lahko povem, da so jo poznala že tudi stara ljudstva, Rimljani, na primer Kelti, Germani, stari Egipčani, in je tudi v tistem času veljala ta rastlina za rastlino, ki daje fizično moč. In mogoče tudi od tod izhaja njeno ime, medvedji luk, in zato, ker je medved nekaj velikega, mogočnega in močnega. Vse 3 rastline spadajo med zdravilne rastline, ki krepijo telo zaradi vsebnosti antioksidantov. Zelo znana spojina je alicin, ki je protivirusna, protibakterijska, in vsebujejo pravzaprav tako čemaž kot vanež in pa česnovi peski. No, in kot že rečeno, čemaž je pri nas v zadnjem času tudi v kulinariki zelo uporabna rastlina. Raste tako rekoč po celi Sloveniji, vendar moramo biti pri nabiranju čemaža, ki je to zgodnja spomladanska rastlina, pozorni, da jo ne zamenjamo z nekaterimi divje rastočimi rastlinami, ki pa so strupene. Čemaž je najbolj pogosto uporabljamo liste, cvetne popke, cvetove in pa ponekod tudi čebulce, čeprav do čebulce je pa malo težje priti, ker so zelo globoko v zemlji. Najbolj dobri oziroma sočni so mladi listi, ki so svetlo-zelene barve, kasneje postanejo temnozeleni. Lahko jih uporabljamo v zdravilne namene, za pripravo tinktur, lahko jih mešamo z medom, lahko pripravljamo tudi čaje. Seveda je pa najboljša sveža rastlina, ker takrat vsebuje največ dobrih zdravilnih učinkovin. Vanež prav tako spada v skupino lukovk, družino lukovk, ni tako razširjen v Sloveniji, največ ga je na pobočjih snežnika. Malenkost je podoben čemažu, vendar njegovi kobulasto socvetje je rumenkaste barve, pri čemažu je izrazito bel cvet in tudi njegova, na primer, nabiramo ga lahko kasneje, če čemaž marec, april, maja je že konec, pa takrat lahko nabiramo vanež, maj, junij, julij. V kulinariki ga lahko uporabljamo na podoben način kot čemaž, cvetne popke, stebelca, cvetne in liste. Tretja, česnovi peski, to je pravzaprav česen, ki ga gojimo doma. Dolgo cvetno steblo so Primorci že od nekdaj uporabljali in v zvezi s tem so prav zanimive anekdote, kako so v neki vasi s pomočjo prodaje česnovih peskov zgradili cerkveni zvonik, tako na kratko. Drugače pa je ime dobil potem, ko odtrgamo to stebelce, pravzaprav v poči, nek prsk je, in na podlagi tega so
pač ljudje dali ime temu delcu stebelca česnovi paski. Mogoče še niso tako zelo poznani, čeprav mislim, da se tudi mnogo kje dobijo tudi pri nas na tržnici. Prav tako zdravilnost, podobna kot pri čemažu in vanežu, veliko antioksidantov in uporaba v kulinariki, lahko z njimi pripravljamo juhe, namaze, zelo poznan pesto, naprimer čemažev pesto, mislim, da ga že zdaj pa res skoraj vsi poznajo. Razne jajčne jedi, omlete, rižote, solate, dodatki k mesom. V knjigi so na začetku predstavljene vse 3 rastline, potem njihova uporaba v zdravilstvu in dodatek pestrih in zanimivih receptov. Nekaj mogoče že nekateri poznajo, nekateri so pa res prav presenetljivo izvirni. Na koncu bi rada še poudarila oziroma predstavila rastline, ki rastejo prav tako v divjini in sočasno s temi rastlinami jih lahko nabiramo, so pa žal zelo strupene. In pri nabiranju rastlin v divjini tako vemo, da moramo biti zelo pozorni, da ne pride do kakšnih neželenih zamenjav. Prva taka rastlina je jesenski podlesek, ki pravzaprav jesenski ima zato, ker v tem času cveti, ampak on požene z spomladi in listi lahko ga pač zamenjamo, bom rekla, z manj pozornosti za čemaž. Potem je čmerika. Tole rastlino sicer malo težje, bom rekla, če za poznavalce je zamenljiva, ampak mogoče z vanežem pa ne, jo lahko zamenjamo. Potem je pegasti kačnik, ki je tudi ena od strupenih rastlin, in pa šmarnica. Šmarnica pa reče, tukaj pa je res potrebno zelo veliko pozornosti, ker sta s čemažem tako rekoč identična. Vse razlikuje v cvetovih, ampak na prvi pogled je pa šmarnica takšna kot čemaž, kadar so še samo listi. Zato mogoče bodite previdni, odtrgajte listi in vonj po česnu je tisti pokazatelj, ki pove, da smo nabrali čemaž, ne pa šmarnico. Veliko užitkov pri prebiranju te knjige in pa seveda zraven kulinaričnega užitka.